Kot prvi evropski poslanec ste odprli pisarno izven Ljubljane, držali ste svojo obljubo, zakaj prav Maribor? Ja, Maribor je moje mesto, jaz sem se tukaj rodil, jaz sem tukaj preživel vso svojo mladost in seveda potrdil to svojo povezavo z Mariborom tudi najprej na državnozborskih volitvah, ko so me Mariborčani izvolili, in potem na evropskih volitvah, ko sem tukaj pravzaprav dosegel rekorden dosežek ali pa rezultat tudi za stranko Zares. Mene Maribor seveda zanima, od je moja družina, tukaj sta živela moja starša. Mislim pa, da ima Maribor izredne razvojne možnosti. Maribor je mesto na presečišču gospodarskih, kulturnih, prometnih tokov in mislim, da ima tudi s tem, ko je kot univerzitetno mesto gradil svoje kadre, da ima tudi potencial pameti, znanja in vse to so stvari, ki se dajo vklopiti v neki razvojni koncept Evropske unije in tega, kar srečujem kot poslanec v Evropskem parlamentu. Mogoče je tudi neka prednost, ker se na nekem manjšem področju je mogoče lažje realizirati kakšne konkretne projekte. Tako da, evo, to je razlog, zakaj sem tukaj. Zdi se mi, da je pomembno, da je tudi pisarna tukaj, da je naslov tukaj, da bom prihajal sem, kadarkoli bo kakšna konkretna pobuda na dnevnem redu, ki jo lahko uresničimo skupaj. No, mariborski župan je že omenil, da si skupaj prizadevata za realizacijo projekta Evropsko gledališče. Ja. Zakaj pravzaprav gre in kakšne so možnosti? No, tukaj se srečuje pravzaprav neka bogata kulturna tradicija Maribora za neko novo idejo kulturne prestolnice Evrope. Jaz mislim, da je zelo malo mest velikosti Maribora, ki se lahko postavijo recimo z eno kontinuirano dejavnostjo gledališča, z opernim ansamblom, z baletnim ansamblom, dramo. In to je pravzaprav neko bogatstvo Maribora. Dejstvo pa, da delujete tukaj vsaj dva izjemna človeka, rekel bi evropska genija, režiser Pandur in koreograf Klug, to naravno skliče potem, da je treba to idejo valorizirati. In zdi se mi zato ideja župana Kanglerja, da bi poskušali kot izplen kulturne prestolnice potem nadaljevati z to evropsko dimenzijo kulturno v Mariboru v obliki nekega evropskega gledališča. Ta ideja se mi zdi dobra, zdi se mi tudi uresničljiva. Mislim, da bo možno zagotoviti podporo za takšno idejo. Ob kulturi ste tudi omenili projekt Waldviertel iz Avstrije, se pravi gre za kmetijstvo. Ob tem ste dejali tudi, da bo državnozborski poslanec Tadej Slapnik, ki vas je nasledil v državnem zboru, tudi nekje vodil to zadevo iz Slovenije. Kakšne so možnosti za to? No, jaz mislim, da imamo tukaj dobre možnosti. Avstrijci so izredno spretno, pravočasno začutili, da je možno z evropskimi sredstvi realizirati projekte, ki so obrnjeni v prihodnost. In imajo dva takšna eminentna projekta. Eden je ta v Waldviertlu, ki valorizira predvsem idejo ekološkega kmetovanja, povezanega z turizmom. Druga ideja je pa tukaj na Štajerskem, ker imajo mesto, ki je v celoti se oskrbuje z obnovljivimi viri energije. Obe te dve stvari je mogoče tudi združiti in to je moja ideja, da bi v ponavljanju tega koncepta s pomočjo evropskih sredstev naredili eno regijo v okolici Maribora, ki bi bila v celoti temeljila na kmetovanju z kar se da visoko dodano vrednostjo in predelovanju tudi takšne hrane in hkrati uvajanju nekih novih energetskih virov, alternativnih. Tukaj mislim na geotermalno energijo, če je in kjer je, vem, da je precej v severnem delu Slovenije, potem na uporabo biomase, bolj sistematično na sončno energijo in mogoče še kakšen vir.
Ta stvar se da potem seveda valorizirati tako kot turistična destinacija, pa tudi za angažiranje znanstveno-raziskovalnih potencialov. Jaz mislim, da bi Maribor skozi to, Mariborska univerza, lahko dobila neko novo področje za specializacijo in za mednarodno uveljavljanje. Torej, evropski poslanec, gospod Ivo Vajgl, je omenil projekt Waldviertel, po katerem bi se nas gledovali in pri katerem boste tudi vi nosili neko glavno vlogo v Sloveniji. Zakaj pravzaprav sploh je? Res je, to je pobuda, ki je nastala ob otvoritvi Ivove poslanske pisarne, takrat še državnega poslanca tukaj v Mariboru, pred 6 meseci približno. Prišla je iz tega okolja, se pravi, da je pobuda, da bi se zagotovil proizvajalcem hrane, kmetom, slovenskim, neposredni prodajni kanal, preko katerega bi za veliko, praktično brez marž, prodajali in plasirali svoje izdelke na slovenski trg. To je osnovna ideja. Nekaj podobnega je gospod Vajgl zaznal v Avstriji, na spodnjem avstrijskem, se pravi, da so tam Avstrijci uresničili to osnovno idejo tudi z evropskimi sredstvi. Mi z tem osnovno idejo, ki sledimo, jo želimo nadgraditi z primerom dobre prakse, ki ga Avstrijci imajo. Tudi vire so poiskali pri Evropski uniji, z tem namenom gremo na obisk k njim, da vidimo, kako so to postavili, da pozitivno prakso prenesemo v Slovenijo in jo v tem delu, bom rekel, pokrajine Podravja in tudi morebiti tudi do meje z Madžarsko uresničimo.